Dame in gospodje, reporter Milan sem ponovno na sledi resnice. Danes zvečer bo na svojem obhodu Parkelj in seveda na to tudi Miklavž, tisti poredni, se bodo danes prav gotovo bali zvečer, mi pa smo se odločili, da bomo povedali resnico o tej zadevi, zato smo v goste povabili enega izmed najeminentnejših zgodovinarjev v tem delu Evrope. Z nami je gospod profesor dr. Dušan Korec. Gospod dr. Korec, dober dan, lepo zdrav. Lepo zdrav. Torej, recimo sama vloga Miklavža nam je več ali manj jasna, dobre stvari so nam torej jasne, ampak nekoliko bolj detaljno pa bi želeli, da predstavite samega Parkeljna. Torej, krščanstvo nam je dalo svetega Miklavža, oziroma že prej svetega Nikolaja, ki je pač oseba, ki je dobra, tudi kot svetnik in v skladu s tem tudi obdaruje, če sem kratek. Problematičen bolj pri vsej zadevi je Parkelj. Ne samo zato, odkot izhaja, to nam je jasno, kajti v starih civilizacijah so si ljudje predstavljali, da po smrti duša umrlega oziroma njegovi duhovi se še vedno vračajo na dom in ker je jezen, da je prav on moral umreti, ne pa kdo drugi se znaša nad svojimi sorodniki. In seveda, ker je to duh v bistvu, so si ga starejši oziroma te civilizacije predstavljali kot kosmatega z rogovi, v bistvu peklenčka hudiča, in to je pač pri nas Parkelj. Ja, najlepša hvala, detaljna oziroma globinska razlaga, verjetno pa je s tem povezano tudi nekaj zgodbic oziroma tako v neformalnem pogovoru ste rekli, da morate na nekaj tudi opozoriti. Glejte, ker smo tu vezani na čas, pri vas bi samo povedal to, pazite se Parkljev, zaradi tega, ker so začeli izkoriščati svoj položaj. Rekel bom tako, hiše so polne nepovabljenih Parkljev, se pravi tistih, ki se oblečejo v Parklja samo zato, da bi ljudi izkoriščali, kradli ali pa celo kaj hujšega. Zato predlagam, da poslušamo naslednji posnetek, ki sem vam ga priskrbel. Joj, Parkelj pride. Kaj je, mali? Dober večer, Parkelj. Au! Kaj si rekel? Kaj ne vem. Še enkrat. Gospod Parkelj. To je že boljše. Si bil kaj priden? Ja. Au! Kaj lažeš? Nisem bil. Sva nisi, ker te vim. Kaki si? Začni molit. Tak se ne moli, še enkrat. Dovolj je, ki imaš mamo. Tam v kuhni. Idi po njo. Okay. Gospod Parkelj, zakaj se slačite? Tiho, pa zgini mi po čike. Jaz sem šel po čike, mama tu idi, tu je, tu. Parkelj. Pridi, ateju. Ja, zanimivo, to se je res zgodilo, gospod Dušan Korec. Ja, to je v bistvu posnetek, kjer smo mi po vaseh nastavili te mikrofone, namreč domačini so nas že dalj časa opozorili, da se dogajajo čudne reči. Tako je v tej isti vasi, ki ne bom zdaj imenoval, tudi bila navada, da so fantje strašili dekleta, jih mazali sajami, celo jim davali za šibo po nagi koži in so hodili oblečeni v Parkelj že 14 dni prej. In moramo povedati, prenekateri Parkelj, pod narekovaji je podlego, namreč prišli so v hišo na zadnja vrata in če je bil gazda doma, v vasi so skoraj vsi lovci, ga je spekel, mislim po domače ga je ubil. Namreč na lovsko družino je bil prenekateri klic, da so pri hiši ubili nekaj med kozo pa volkom. In ko je seveda na kraj dogodka prišla policija, reševalno vozilo in pač vsi, ki ob takih situacijah pridejo, če je imel ta Parkelj srečo, se še zadaj drne. Če pa ne, pa je že bil na pol hladen. Tak pač je to. Ja, torej se je končalo tudi tragično s temi Parklji, sicer pa še imate en primer, če se ne motim. Torej zaradi teh Parkljev, pravim, niso vsi Parklji taki, ampak žal že večina na Slovenskem, trpijo tudi Miklavži. Tako imamo posnetek in sicer lanski, ko je Miklavž obiskal dva mladeniča. Kdo je? Kaj je stari? Kaj brat? Dober večer, otroka moja. Miklavž je spet tukaj. Se še spomnite vseh darov iz preteklosti, ki sem vama jih poklonil. Ali sta pridna? Živita pošteno? Ti malala pošteno, stari! Drž giga. Tu imaš! V jajca ga nabi. Daj v jajca. Tu imaš. 10 let si me zajebaval vsako leto s tem Parklom. To imaš.
Naj samo povem, da si je ta Miklavž nažalost rane lizal vse do velike noči. Hvala lepa, gospod dr. Korec, to je bilo še opozorilo, dame in gospodje, do jutri pa ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi in upam, da vas ne odnesejo parkeljni. Ni nam lahko, vi pa nimate radi pusta. Ne. Dobro, to je bila še ena resnica, dame in gospodje. Kako mnenje imate vi o pustu? Torej, gospod Vinko, kako mnenje imate vi o pustu? Slabo. Ko sem odprl še en tisto papirnato neko cev spustil v lapen. To nima Kaj je rojst dan. Reporter Milan vam razkrijem resnico. Vsako jutro od ponedeljka do petka na Radiu City.